zakaj ravno SD, zakaj v politiko, pa mlada si, pa nisi neumna, ne, mislim, tudi mi imamo mogoče v družbi eno tako prepričanje, da pa grejo samo neumni ljudje v politiko, ne, ampak več za sebe ne mislim, da sem neumna, no. Pa nočem biti, Arsenovič je naredil nekaj, nimamo mu kaj, zna, ima projekte, ima tudi kaj za pokazati. Poslušajte, berite in klikajte Večer za vikend, ker smo z vami in za vas tukaj vsak trenutek. Zdravo, to je Večer za vikend, daljša različica Večerovega dnevnega podcasta Večer je zjutraj, ki ga redno spremljate in hvala za vse odzive. Ta teden vabim vas, da komentirate tudi to epizodo, ki jo snemamo danes. Vabim tudi, da se naročite na Večer je zjutraj, na Spotifyju, YouTubeu, Apple podcasti, na vseh ostalih platformah. Malo sem bil zaletav zdaj na začetku, ampak nič ne de, zdaj si bomo vzeli čas za daljšo poglobljeno in upam, da čim bolj sproščeno debato z dvema politikoma mlajše generacije. Nastja Trajkovič, ki že kima, da mogoče političarka ni pravi izraz. Nastja Trajkovič, torej SD, zaposlena na Ministrstvo za gospodarstvo in vseh teh še nekaj nazivov, ki jih je zraven. Zelo pomembnih, turizem in šport. Lepo, da si dodala, super, hvala. In pa Luka Simonič, SDS, predsednik SDM-a, podmladka SDS-a. Ti si pa zaposlen v poslanski pisarni? Ja, Državnem zboru, ja. Državnem zboru. Tako da, evo, dva, ki sta na državni pipici in tudi o tem se bomo danes pogovarjali. Hvala, da sta prišla. Ja, hvala vam za povabilo, ne? Ja. Se lahko tikamo, ne? Ker smo generacija. Prosim. Može. V redu. Evo, Nastja, najprej ti, kak si pristala v politiki? Zdaj, bi rekla, da si političarka ali ne? Ne bi sebe definirala kot političarke, bi rekla, da sem predstavnica še zmeraj mlajše generacije, ki si pač želi določenih sprememb. Zdaj, kak sem pristala v politiki, v bistvu, če izvedno povem, da sem v bistvu bila študentka sociologije in nekako so nas tekom študija zmeraj spodbujali, da se pač moramo politično oziroma družbeno angažirati, se pravi biti aktivni. Pa tudi sama stojim na stališču, no, da ko si mlad, ko imaš res tako energijo, ko imaš res zanos, pa ko res verjameš, da lahko vsako stvar na tem svetu spremeniš, moraš spremeniti oziroma moraš nekaj v tej smeri narediti. In najbolj te je nagovorila socialna demokracija. Tako, najbolj so me nagovorili socialni demokrati. Jaz tudi vedno povem, da nikoli tudi moji starši, moji predniki, sorodniki niso bili politično aktivni. Jaz sem se za socialne demokrate odločila izključno in samo po svojih vrednotah in kaj mislim, da je prav za celotno družbo. No. Da v bistvu pač veš, kje stojiš, kaj ti je pomembno in potem pač zbereš čisto opcijo, ki te dejansko najbolj nagovori. No. Mislim, da je to najbolj pošteno in najbolj fair tudi do tega, kaj pol navzven predstavljaš. Ok, cool. Kak je bila potem pot od tega, da si se včlanila in postala zelo aktivna v stranki? V bistvu, jaz sem najprej bila članica stranke, šele potem podmladka. Za tisto ekipo takrat smo se zelo ujeli in smo skupaj delali res fajne projekte, od tega, da smo se borili za stanovanja za mlade, na referendumu za vode smo imeli odlične akcije, kjer smo se tudi skupaj imeli neko dinamiko in je res dišalo po spremembah, ki so pol tudi rezultirale v rezultatu na referendumu. Ne vem, zdaj recimo, bila sem aktivna tudi v lokalnem okolju z našimi občinskimi oziroma območnimi organizacijami, kjer tudi danes super sodelujemo. Potem pa sem leta 2022 kandidirala tudi za poslanko, kar tudi veste, imeli smo tudi eno soočenje takrat, zelo prijetno na Lentu, ja. In od takrat dalje, no, me je v ekipo povabil zdajšnji minister Matjaž Han. Moram reči, da takrat predtem nisva sodelovala, zdaj pa pač tudi z mladimi odlično sodelujemo, tudi pri različnih iniciativah in pa pri samem programu in pa delovanju Ministrstva za gospodarstvo kot takega. Ne. Tudi Matjaž Han daje tudi velik poudarek na to, da smo mladi aktivni in da pač res prispevamo svoje ideje. Ok, hvala za ta del. Luka, še ti predstavi svojo zgodbo, kdaj
si podpisal za SDS? Da sem podpisal za SDS, ne, jaz sem prvi podpis za Celje, ne. Jaz sem žel športne poti, tako da mislim, da si dva dobra sogovorca zbral, ne, različnih profilov, ne. Jaz sem prišel iz športne, sem prvi ukvarjal s profesionalnim športom, ne, potem ekonomija, malo bolj sem se videl na faksu, ne, potem pa nekako tu zmes je preskočila ta iskra, ne, ampak tako je Nastja rekla, ne, moje vrednote so pač vedno bile bolj, ne, kako bi se temu reklo, slovenske, bolj to, ne, lokal patrioti, ne, konzervativne, okay. Ne, tak, ne, in pač jaz mislim, da je SDS ta stranka, ki to zagovarja, ne, jaz sem vedno imel, ne, sem se včasno pri 18 letih, tudi sam, ne, moji starši niso nikoli bili politično aktivni, ne, tako da še zdaj spomnim, da sem pisal, ne, tam na tajništvo, kako se moram včlaniti, pa to izpolniti, pa ne, zdaj se mi zdi, da je dosti lažje, ne, ker nas je več aktivnih, mislim, naprej je kar malo bilo nekega, mislim, da smo imeli neke lukne, 20-letne, tudi v SDM-u, mi smo bili tam 2-4, 2-8 izredno močni, ne, zdaj mislim, da se je malo dalo, da pa smo spet naredili nek skok, ne, ki si ga tudi želimo, ne. Tako da ja, ne, potem pa sem začel borbati, ne, jaz včasih rečem, če se pohecam, jaz sem strankarsko dete, ne, ker sem zrastel od tam, da sem nosil stojnice, ne, pa potem ledil letake, ne, se pogovarjal z ljudmi, ne, in meni je to fajn, ne, mar si kdo reče, ko je kampanja, to je najtežji del, ne, meni je to najboljši del, ne, ko z ljudmi se pogovarjaš, ko vidiš, tudi če te kdo pošimfa, tudi te kdo pošle, ne, rakom žvižgati, ne, da se lepše izrazim, ne, ampak meni je to fajn, ne, to je fajn, vidiš, kaj probaš spremeniti, ne, in jaz sem s tem rastel, ne, od porazov, ne, jaz nimam samo zmag v politiki, ne, in marsikateri mladi pol zmes tudi obupa, ne, jaz nisem, ne, sem rekel, dajmo vztrajati, ne, ideja je dobra, ne, imeli smo zagon, včlanili smo ogromno članov, ne, in meni je všeč zdaj, ko vidim, ne, da mlajše generacije, ne, spravi tisti 18, tako sem jaz bil, ne, da pridejo, ne, jaz pravim biti tisti, ko jih dam ta push, ne, ker jaz tega nisem imel, ne, jaz sem se mogel kar znotraj fajtati, ne, pa boriti, ne, da dobiš svoj prostor, ne, in jaz sem res vesel, no, da nekako to obladujem, ne, in zdaj, če smo politiki ali ne, ne, to je taki izraz, ne, ker hitro, jaz pravim, hitro si politik, hitro nisi, ne, mala je ta iskrca, ne, ki preskoči, ne, ampak pač družbeno smo aktivni, ne, če sem trenutno politik, jaz se trudim, da sem, pa trudim, da sem dober, ne, zdaj, to pa ljudje ocenijo na samih volitvah. Okay, 1 leto je do volitev, kako družine vajene sprejemajo to, da sta na teh pozicijah, kjer sta, ker pač, okay, pri mladih letih sta oba zaposlena oziroma imata neke vloge, torej sta v bistvu kar aktivna, no, za svoje leta. Ja. Ampak v političnih strankah in v politiki, ne. To pa, mislim, sprejemajo doma z odobravanjem vse skupaj. Jaz sem imela zelo zanimivo zgodbo v bistvu, no. Jaz sem se v stranko v SD včlanila brez, da bi se posvetovala za svojimi starši, brez, da bi moji starši pač sploh vedeli, da bi me politika zanimala, ne. In nekega dne pač sedimo doma in pri kosilu, mislim, da je bila celo nedelja, in potem meni moja starša previdno rečeta, Nastja, mi smo dobili neko pošto, ne, pa gor je bil SD znak, a ti kaj veš o tem, ne, mislim, pač v bistvu sta bila ful zaprepadena, čisto prestrašena, da pač kaj nam za neka stranka domov nekaj pošilja, in v bistvu je bila pač, ko daš pristopno izjavo, potem dobiš nazaj v bistvu pismo, dobrodošla med nami in tak naprej, no, in potem se je odvila debata, zakaj ravno SD, zakaj v politiko, pa mlada si, pa nisi neumna, ne, mislim, tudi mi imamo mogoče v družbi eno tako prepričanje, da pa grejo samo neumni ljudje v politiko, ne, ampak pač za sebe ne mislim, da sem neumna, no. Tako da ja, je bilo presenečenje, ni pa bilo neodobravanja, no. V bistvu me starša podpirata čisto v vsaki poti, ki si jo zadam, vedno me bosta in tudi, ne vem, sta toliko odprta, da če bi jaz prišla z ne vem kakim predlogom, bi me podprla, no. Ok, tako da preferenčni glas na parlamentarnih volitvah. Ja, družina in okoliški sorodniki, tako ja, zagotovo. Na lokalnih. Ja, na državno-zborskih ne, ker še ni udejanjena sprememba, ne, volilnega sistema. Luka, kaj pa pri tebi?
Pri meni pa so že od prej bili vedno volili SDS, tak, da ni bilo nekih Ampak debat. ko si povedal, da si član, je tudi Da bravo. so podpirali, ne, akcija. Jaz sem vedno bil, jaz sem od malega bil tak, ne, jaz sem bolj bil oni, ko je zgodovino bral to, ono Kennedy, tak, ne. Ta zgodovinski del, ne, vedno, ne, in pa sem vedno tu nekak premleval, ne, čeprav jaz, ko sem že bil mladi, ne, sem vedno prav, da bi nekaj v zvezi s politiko, pa kaj, ne, ni bila taka nepričakovana odločitev, no, niso pa verjeli, da bom tako dolgo vztrajal, pa da bom tako prilezal, ne, mogoče so bolj, ne, bolj pravi, ti bolj na strani, veš, ne, mogoče to malo drugače dalo. Ja, vedno je bilo tako, pa sej tam boš rabila ful trdo kožo, veš, tudi malo z tega vidika, da skrbijo zate, ne, pač to trdo kožo nekak s časoma dobiš, no. Verjamem, kaj pa družba, prijatelji, zato, ker tam so pa, dobro, družina te verjetno ponavadi podpira, prijatelji ti pa tudi povejo, kaj te to je, ne? Ti je rekla, kakav prijatelj so. Ja, mi je, ja. Zakaj ti je tega treba? Ja, mi je. Nekateri prijatelji so se kar odstranili življenja, no, ampak na nek način sem zato tudi hvaležna, ko pač pol ugotoviš, kdo je dejansko tvoj prijatelj zaradi tega, kdo si ti, kdo je pa dejansko tvoj prijatelj zaradi, ne vem, nekega imidža ali pa ugleda, no, čisto tako. Ok. Luka, imaš kajega levičarja, skrajnega, pa ne vem, člana Antife za prijatelja? Ne, ni, ampak imam jih dosti različno, drugače razmišlja, ne. Sicer dosti njih članov tudi, tako moram priznati, ne, dosti kolegov. Ne, to je takoj, ne, akcija, ne, če mi zgodba, mi Štajerci, sebe, pri nas to malo drugače gre, ne. Mi Štajerci lokalno moramo to skup stopiti, akcija zdaj, ne, da je tudi. Ne, ampak jaz še včasih pohecam, ne, se rajši včasih pogovarjam s kakim kolegom, ko je malo drugače, ne, ali pa moče kaj drugače razmišlja, ker debata bolj steče, če vsi strinjajo s tabo, te ni prijetno sam poslušati, ne, tako da mi je fajn, no, jaz imam rad, dosti imam kolegic, ki so malo bolj levo usmerjene, samo zadnje čase opažam, da vedno bolj kimajo, ko kaj govorim, tako da jaz verjamem, da nas bo tudi obkrožile. Okay, če gremo na to, da oba dva delata v Ljubljani, v centru, ne, oba sta člana tradicionalnih slovenskih strank z nekako najbolj zvesto bazo, ne, čeprav SD-ju mogoče v zadnjem času glede procentov javne podpore ne gre tako dobro, kot gre SDS-u, ampak vseeno oboji ste tradicionalne slovenske stranke in zdaj oboji pač funkcionirate iz centrov v Ljubljani. Kot Mariborčana gledate na to, kako se kot Mariborčana borita tudi za interese svojega mesta? Jaz bi rekla, da je izjemno pomembno, da smo tudi Mariborčani v centru Slovenije, da smo tam prisotni, da smo tam aktivni, da ne nazadnje, ko vidimo neko priložnost v Mariboru, opozorimo. Mariborčani, dajmo to narediti, ne? Mogoče nek projekt, ki bi za razvoj Maribora, za gospodarstvo Maribora, za to, da pripeljamo boljša delovna mesta v naše mesto, bil koristen, ne? Se mi zdi izjemno pomembno, da smo tam, da smo prisotni. Marsikateri Mariborčan nekemu Štajercu, ko gre v Ljubljano, to zameri, ne? Z vidika, da je to neka izdaja, ne? Se mi pa zdi, da ne bi bilo pravno, da je res pomembno, da smo tam, da odločamo in da ne nazadnje res potegnemo kako dobro stvar v naše mesto, ne? Ker jaz se dostikrat pošalim, smo v Ljubljani, z lahkoto Štajerko spraviš iz Štajerske oziroma z Maribora, sam nikoli te Štajerke iz njene. In s tako miselnostjo je treba delovati ne glede na to, kje v svetu si, ali pa če je to Ljubljana ali pa Koper, ne. Vsekakor, zdaj, če se osredotočim na stranko, mi imamo stranko zelo razvejano, je v vseh občinah, druga najmočnejša občinska organizacija je v Mariboru, kjer imamo tudi prostore, kjer se tudi redno srečujemo. Je izziv, no, vidim ga pa tudi kot na nek način priložnost za razvoj. Okay. Se ti zdi, da ste Mariborčani v stranki slišani? Mislim, zdaj na ministrstvu nisi edina, ne, iz Maribora. Ne. Ja, mi se dostikrat pošalimo, da ima minister Matjaž Han kar štajersko ekipo, no. Vsi smo, mislim, da od 6 smo 4 Mariborčani oziroma Štajerci.
Ja, mislim, da je mariborska stranka dovolj slišana. Mogoče na neki točki sam zmanjka pri udejanjanju idejno, tako bom rekla. Okay. Zdaj bi ti lahko postregel z repliko, ker vseeno je lažje v opoziciji v takšnih situacijah, ampak če se spomnimo tudi vseh Janševih vlad, ne, pa da mogoče samo nekaj, ki je zdaj že bila rahlo samokritična tudi Nastja, se ti zdi, da so prejšnje vlade tudi seveda tiste, ki jih je vodila SDS, naredila dovolj za Maribor, da je Maribor bil dovolj slišan? Veš, to je ta štajerski naš problem. Ne? Ja. Kdo je nam vse kriv? Ne? Mi smo krivi sami. Ja. Ne, jaz to vedno povem, mi smo krivi sami. Okay. Ne, jaz stranki doskrat povem, sami smo krivi, koliko smo imeli priložnosti, koliko jih nismo izkoristili. Vi morate vedeti, naša stranka ima največjo bazo na Štajerskem. To je dejstvo. SDS najboljši rezultat dosega na vzhodu. Ne. Na koncu vlaga se tja, ne, recimo ministerske pozicije ali pa nekaj tega, pa tu iz Štajerske konca boje moralni ni. Ne. Tudi pod našo vlado ne. Jaz upam, da se bo to pod novo vlado to spremenilo, da smo dovolj glasni. Ne. Mi smo že z nekimi potezami uspeli, ne, in jaz sem zelo vesel, da smo uspeli Mariborčane približati tudi osrčjo naše stranke, ne. In tudi naša stranka se je tu močno ukrepila. Ne. Je pa res, da doskrat smo si krivi sami. Ne. Moramo vedeti, imeli smo evropske volitve, ne. Župan Kočevja nam je pokazal, da se v Mariboru da evropsko pisarno narediti. Ne? Evropsko pisarno, ja. Doben naš kandidat ni uspel, ne? Recimo mariborski. Ne? Tejte, koliko smo lokal patrioti. Ne? Z Kamnika, 2 evropska, pa to so zdaj govorim, ker so blizu bile volitve. Ne? Vi morate vedeti, koliko smo mi sami krivi za taki rezultat. Ne? Vi morate vedeti, mi imamo dosti ljudi gre na volitve različnih strank, ne samo SDS. Ne? Pa na koncu izvolimo, ne vem, pa Ljubljančanko, pa Skamnika, pa Gorenca, pa ne vem kaj ne. Pa na koncu prijemo, pa se vsemu, kako smo zdaj sami krivi, vse nam jemljajo. Pa čekaj malo, kdo je to kriv? Sami smo si krivi, da se postavimo v podrejeni položaj, ne. Tudi pri aktualnem županu, ne. Čekaj malo, ti si župan drugega največjega mesta. Ti nisi župan, pa nočem biti sram, neke male občine 1000 prebivalcev, ne. Ti moraš ta svoj lokal patriotizem pokazati, če se Maribor s čem ne strinja. Mi moramo to jasno dati vedeti v Ljubljani, ne pa da se mi skrivamo. Zdaj nam delajo avtocesto do Ljubljane 3 ure. 3 ure, dragi moji. 3 ure stojiš tam, pa čakaj malo, pa kaj ne gre to narediti, malo hitreje. No? Kitajca tam vidiš, v enem mesecu delajo čuda, ne? Mi pa tu, Mariborčani so še v letu dni do Ljubljane cijazli, ne? Po avtocesti, pa zastoj, pa to, ne? Vlako ne omenjamo. Ne? Mislim, da to smo že obupali, ne? Da bi kdaj imeli. Da bi kdaj imeli 1 uro, ne, do Ljubljane, pa toliko se to obljubljalo, ne. Ja. Ampak to je, ne, zdaj recimo pogledaj Ljubljano, ne. Gledaj Zore Jankovića, kaj vse gradi, mi pa se tu s tem bogim rotožom 50-60 milijonov, ne, ko je te bilo zagotovljenega velika investicija, te smo za malo lenta popravili, ne. Ne, pa nas pogledaš, tam pa je Monika milijarda. Čakaj malo, milijarda. Mogoče bo zdaj z to pogodbo med Sašo Arsenovičem in Svobodo prišlo tudi do tega, da bo Maribor dobil ta denar, ki bo mu moral pripadati. Mislim, da je prav SD pred leti zelo opozarjala na to, da je Maribor podfinanciran, ne? Pa se te zadeve niso uredile. Jaz sem načel to temo vprašanje o Mariborčanih v Ljubljani prav zaradi enega storija, ki si ga ti pred dnevi objavila. Vam gre na živce centralizacija? Mislim. Ja, meni gre zelo na živce centralizacija, predvsem zato, ker mislim, vse na nek način je prav, da gre človek izven cone obdobja, pa išče znanje, pa priložnosti drugje, ker na ta način tudi kot oseba rasteš, pa se razvijaš, ne. Ampak si pa želiš najti tudi neko konkretno zaposlitev v svojem kraju, ne. Zaradi tega, ker pač jaz sem Mariborčanka in jaz si želim v Mariboru živeti, ampak pač če nimaš zaposlitve, neke konkretne, mislim, kaj, a bom se celo življenje vozila 2 uri v eno smer dol v Ljubljano, pa še to ni zihar, ne? Mislim, itak, da si jezen, ne? In pol, ne vem, vidiš, kam vse država daje denar, ne more pa dati, ne vem, ne more biti pa jasne politične iniciative, da se pač vzpostavi neka hitra železnica. In jaz na to idejo nisem obupala, zato ker se da, ker pač, če rečemo pismo, ne, pa bom zdaj mogoče malo jezno rekla, ampak če rečemo pri vsaki stvari je zadeva predraga, to ne bo šlo skozi, se tu ustavimo. In kak je to pol razvoj? Kaj ni, ne?
No, zdaj, če pogledamo podatke, kako je mariborska občina zadolžena, niso zadeve predrage, očitno. Ne. Vidiš, če ne bo ta vlada naredila, pa bo mogoče vaša ali nova, leva, kakorkoli, razmišljata o tem, da se lahko pač tudi ta pot vajna politična na neki točki zaključi. Rosno mlada sta, ti si rekla, Nastja, da bi rada delala tudi v Mariboru. Kaj vidiš kot neko naslednjo opcijo v svoji karieri? Kot naslednjo opcijo v svoji karieri, to je zelo težko, stara sem 27 let. Zagotovo imam še nekaj delovnih let pred sabo. Pa rada bi delala nekaj v smislu, da pač dam nekaj od sebe, no? Da ne delam sam zase, ampak da pač pripomorem k temu, da se nenazadnje moje mesto, ki me je naredilo tako, kot sem, tudi razvija v neko smer, ki je danes zaželjena. No? Želela bi si delati v gospodarstvu, mislim, da sem dovolj proaktiven človek, da sem operativka, da pripeljem stvari do konca in nimam težave, no. Bilo kjero delovno mesto zasest, res ne. Ti si na ministrstvu zaposlena na zaupanje? V kabinetu ministra Matjaža Hana, ja. Tako da vsaj še, ne moramo vedeti, kdaj bo vložila SDS kakšno interpelacijo. Tako, ne. Ne, Matjaža ne, za Matjaža ne. Z njim ste. Ja, Matjaž dela kakovostno, kvalitetno, učinkovito, tako je. Joj, super. Upam, to se bo že rezali klipi, ne. Bo gleda, ne vidiš? Vse je super, če nas obeh polov gledajo, potem je to v redu. Kaj pa ti? Ja, enako, ne, jaz sem tako prišel iz gospodarstva, v bistvu v politiko, ne, jaz sem prej delal, optimiziral procese na Pošti Slovenije, ne, potem sem pa nekako bil malo tam šikaniran, ko se je vse skupaj malo menjalo, ne, in sem dobil opcijo v politiko, ne, tako da jaz verjetno sem vrnil tudi nazaj v gospodarstvo ali pa na fakulteto, no. Jaz sem tudi že dosti na fakulteti pomagal, zraven delal marsikere raziskave, tako da me tudi tja nazaj vleče, no. Meni je javno nastopanje všeč, mislim, da mi, zdaj morajo to drugi oceniti, če mi gre ali mi ne gre, ne, ampak jaz se trudim, da nekako bi v tem ostal, ne, znotraj tega, ne, je pa, fakulteta mi je bila ful zanimiva, no, ful gospodarstvo, fakulteta, mislim, da smo tu v Mariboru kar med slabšimi fakultetami glede povezovanja med samim gospodarstvom pa fakulteto, se pravi Univerze v Mariboru, ne, jaz mislim, da tu bi moglo biti povezovanje dosti boljše, ampak so izzivi in jaz verjamem, da bi se nekje tu našel, no, tu bi tudi bil cilj, ne, športno sem zdaj že malo sem preveč kil dobil zraven, ne, tako da športno bi mogel kako leto počakati, ne. Ste napredovali zdaj z Mariborom? Ne, nažalost ni, jaz sem tudi se tu mogel tako malo, nažalost omakniti, ne, ni šlo več tempo, ne dopušča, ne, žal ne dopušča. Omenil se šikaniranje. Ampak se bomo. Ja. Pustimo čas, ne. Omenil si šikaniranje, torej se nekomu sredi 20-ih že dogaja, da je ta politično udejstvovanje lahko tudi karierni problem? Ja, to je dejstvo. Kdorkoli to zanika, jaz mislim, da je to laž, ne, vsakemu to povem, to ni laž, ne. Jaz ponosno povem, kaj sem, jaz se tega ne bojim povedati, ne, da sem SDS, ne, ker če me bo kdo potem šikaniral, ne, te je to brez veze, ne, jaz pravim, dajte pogledati delo, pa kaj si naredil, ne, bolj pa govorimo dalje, ne. Ja, na Pošti je bil, lahko povem tudi primer, ne, mi smo delali takrat proces, smo optimizirali procese, imeli smo tudi plačilne liste so bile ene izmed teh, ki smo jih imeli v arhivu, ne, in enkrat je prišla ena plačilna lista ven iz tega, en novinar je to dobil, ne, in avtomatsko se... Komu si poslal? Ja, evo, ne, komu si poslal, ne, to je bil odgovor, ne, takoj, ne, glega, ne, SDS, sigurno, ne, nova uprava, ne, baraba, ne, hvala Bogu, mi smo imeli sistenke, to se je zabeležil, ne, to smo si videl, kdo je prišel v arhiv, ne, skazala se ena sodelavka, ki ni bila politično opredeljena, ne, ampak pač nekomu to pokazala, ne, ko je gledala svojo plačo, ne, pa tak, ne, žvižgačica, torej. Ja, čist nekak, ne, iz tega vidika prišlo ven, ne, ampak, ne, pol se malo vprašaš, ne, da si glih, se logično ne razmišljati, ne, jaz sem pol direktor, ne, smo se celo hesali, vse koga bo prst pokazal, mi bi tudi, ne, na one, ne, ampak je malo neugodno, ne, moram pa priznati, da na Pošti smo res fenomenalno ekipo in res to moram priznati, ne, vsakemu povem, tudi z drugače mislečimi, ni bilo vedno tak, ne,
so ljudje, ki to spregledajo, ne, so pa določeni, ki ne, in pol se je tudi izkazalo, da je bilo boljši plačni pogoj in tako naprej, ne, ampak je malo neugodno, ne, ko vsi, ne, pa moraš ti se braniti, ne, v bistvu je malo neugodno, ne. Moramo podariti, nisto vsi, ne pomote, ne, jaz sem sodeloval tudi, ko so levo usmerjenimi direktorji, super, vrhunsko, ne, smo se hecali ne, malo, kako bi se temu štajati, malo podjebavanja, ne. Jaz sem še vedno imel tako šalico, ne, I will be back, ne, in da se vsi smejali, ne, samo ga čakamo, ne, tako da, mora biti malo tega, ne, mora biti malo te zabancije, ne. Nastja, vmes je bila priložnost, da bi pohvalila Luko, ne glede na takratno soočenje, če je kaj retorično in pač, če je njegov javni nastop napredoval, se ti zdi, da je? A jaz sem oseba, ko moram Ne, pa hecam se, ampak evo bom jaz rekel, da si super je, Luka, mislim, vsakič, kjerkoli se srečava, pa tudi, ko se dolujeva kje na kakem podcastu ali pa na teh predvolilnih soočenjih, smo oba korektna do drugega, se mi zdi, Cool. Kaj pa ti šikaniranje, etiketiranje, si že imela kako tako težavo, mogoče tudi zato, ker si ženska? Ja, pač jaz mislim, da je teh etiket precej, sploh če si mlada, bom rekla punca, ki vstopaš v politiko, se pravi z 18 leti, že itak te skrbijo, kaj nadeneš si sama eno etiketo, pa ne vem, stopiš v nek prostor, ker so na videz neodvisni ljudje in ja, pač na tihoma kažejo s prstom, ta pa je SD, ta pa je SD, ta pa je njihova. In ja, imaš neko predispozicijo, da si pač pripaden nekomu, ampak jaz mislim, da če delaš dobro, da če misliš dobro, da si tukaj z nekim dobrim namenom, ti nima tak komentar ali pa ne vem, taka energija od ljudi, kaj priti do živega. Eno leto do volitev je, zdaj se začenja prati, pa se je že začelo prati umazano perilo. Sta do zdaj že doživela kak trenutek v svoji kratki, pa ni več tako kratka kariera, ampak sta do zdaj že doživela kak trenutek, ko se vama je malo gabla politika? Ima takega v spominu? Če vsak pove eno anekdoto. Pa nočem zdaj, da serijemo po politiki ali kaj takega, ker jaz jo rad spremljam. Ampak vseeno, me zanima, pač zdaj imamo priložnost, da to take stvari povemo. So stvari, ko se ti zdijo tako za malo, Predvsem, ne vem, mogoče, ker si kako stvar jemlješ preveč k srcu, kot si bi jo za osebno zdravje smel. In se pol pač zgodijo določene stvari z psihičnimi napori, z neko izgorelostjo in tako naprej. Ampak ja, tako sem rekla, pač to, preden vstopiš v politiko, moraš vzeti zakup, da ni 100% vse odvisno od tebe in ravno s to mentaliteto, da ko ti vstopiš nekam v politiko, v nek prostor, si moraš zraven tudi narediti dobro ekipo, ker sam tega sistema, ki je vzpostavljen že več kot 30 let, ne boš mogel spremeniti. To sem jaz nedavno nazaj ugotovila, In ja, je frustrirajoče, ko se zaveš, dajem nek svoj prosti čas, energijo v neko stvar in pač pol ta stvar mogoče ne pije vode, ravno zaradi nekega sistema, ki je bil tako dolgo vzpostavljen in pač ga ne moreš zlomiti, po domače rečeno, oziroma ga spremeniti. Zato pa se pravim, rabiš dobro ekipo zraven sebe, ki sistem razume. In prav je, da mladi ljudje v ta sistem vstopajo, da ga začnejo razumeti in šele, ko ta sistem razumeš do obisti, ga lahko začneš v nekih manjših delcih spreminjati. Si imel ti, Luka, kako taka situacija? Pa, teh je bilo dosti. Je bila mogoče tista, kot je par glasov zmanjkalo do poslanskega mesta? Pa dobro, to še nekako vzameš zakup, ker vseeno si na dobrim rezultatom, noben ni pričakoval, da bi lahko bil izvoljen. Taki trenutki so dobri. Jaz tako sem nekaj presegam na teren, terkad, vrad, dober dan, Luka Simovič, vaš kandidat. Zdaj verjamete, da to se vedno ne konča dobro.
ampak moraš se naučiti, ne, jaz sem recimo razstavljal med kampanjo, ne, 5000 vizitk, ne, vsakemu, če ga ni bilo doma, ne, pol si dobil na SMS, ne, SDS, to je treba biti, ne, tam pol na koncu imaš vedno, ne, jaz sem vedno imel en kod, ne, hvala lepa, vaše podatke sem posral po policiji, ne, nikoli nisem tega naredil, ne, ampak veš, vsak se vstraši malo, ne, ali pa veš, ko te kdo kliče, ne, ko se kdo pokliče, ne, mu to rečeš, ne. Je pa, jaz pravim, da imaš športe naredi, ne, eno stvar, ki vedno pozabimo, ne, šport je tisti, ki je bolj lahko nesramen od politike, ne, jaz ne bom pozabil enega kvota, ki sem enkrat rekel Leno, ne, golman, ne, enkrat je zastral eno tekmo, ne, mu je šla žoga v gol, ne, in na koncu komentarji od spodaj, ne, naredi tako, ubij se, ne, naredi samomor, tako en tvoj kolega pred, ker nema pa ravno en kolega takrat naredil samomor, ne, in napisal naredi tako tvoj kolega, boš rešil ta svet, ne, ali boš rešil ta klub, ne. In po na koncu, ko se zaveš, ne, koliko je v športu tega, ne, ta navijaški pridig gre včasih predaleč, ne, in politik je kar podobno, ne, in to moraš izklopiti, ne. Moraš videti, jaz pravim, volitve so tista ocena, ki ti volivci dajo, ali delaš dobro, ali delaš slabo, ne, takrat, če ti dajo negativni preznak, ne, ali pa da si res dobil slab rezultat, se moraš vprašati, kaj delaš narobe, ne. Zdaj na vsak komentar, ne, ko jih je bilo, verjemte, da jih je teh, bi lahko knjigo imel, ne, pa se ne smeš ozirati, ne. Ni to, ne, meni je ful všeč, če me ljudje pohvalijo, ful je verjel, če te prepoznajo, imam pa tudi rad, če te kdo pošimfa, jaz imam rad, če kdo, ne. Res, zato ker rečeš, ne, provaj se njega držati, ne, jaz rečem, glej, če sem prišel na tvoja vrata, ne, naslednjem letem spet prišel, ne, sem rekel, če ne bo vsaj nekaj izpolnjenega, če ne boš izvolil, ne, pošimfaj, ne, bodi kritičen, jaz sem bolj kritičen od tistih, ki ne hodijo do vrat, pa rečejo, zaprti, kdo naš biti, politik, ko ne hoji na teren, naš biti, lepo, po 24 ur malo štrtkaš, dobenga ne veš, kako je, ne, ko prejš na teren, tam poveš, kako je tvoje delo, ne. Okay. Fajn je sicer dobiti kritiko, ja, ampak tako kritiko, kot jo zargumentira, zakaj je do tebe kritičen, ne. Zato te, ne vem, nekdo diskreditira, ker si ženska, ker imaš svetle lase, pa ker si vitek, ali pa še kak predznak dajo spredi, ne. Ni fajn, ne, ker pač to ni konstruktivna kritika, ki jo lahko spremeniš, pač ocenjujte delo, ocenjujte, ne vem, nazadnje nastope, ne, recimo. Ja, ampak to je človeško, ne. To je človeško, ne. En ti bo rekel, kako si zredil, ne moramo tega ne moramo tega dovoliti, da je normalno, ne. Da se nekoga šikanira, kak zgleda, ne vem, kak hodi. Pri športu je tega ogromno, ne. Vem, jaz tam pravim, že ja, tam ogromno, je. ampak tega ne smemo normalizirati. Na nobeni točki. Jaz bi najrešil rekel, bomo rešili svet, vsi se mu držali. Jaz to vsem povem, da smo na podjetniškem enem, pa to, pa kak politike, pa to bi mogli vsi skupaj sodelovati. Neko, gledajte, verjamem, jaz se lahko rečem, vsi bomo sodelovali, vsi smo primili za rokice, ne bomo rekli, evo, bomo začela, pa bo, ne? Ja, upam, velika koalicija, ne? Oba lahko greta bolj klogarjev, ne? Ja, sodelujemo. Še to, ker, zdaj smo se kar spustili, ampak želel sem, da ne bi bilo danes preveč ideološka debata, zato ker teh je že dovolj in če jih bo veliko v naslednjem letu. Ena stvar, ki pa ni tako zabavna, je pa dogodek izpred nekaj dni. Lukin kolega je imel težave, torej govorimo o Hojviku, verjetno ne vemo pač, seveda javnost ne ve vsega pač ozadja, zakaj je prišlo do tega, ampak kak vidva kot mlada in v podobnem poslu, kot je on, sicer mogoče manj izpostavljena, kot on gledata na take situacije. Imate v strankah kako podporo, imate mentorje, imate nekoga, ki vam reče, ne sekiraj se za ono, danes si pa vzemi prosti dan, ne vem, več, ker mi si ne predstavljamo, kakšni so v bistvu vaši dnevi, ne. Se moramo, pa bi jaz tu začel, ne, moramo vedeti, ni vse samo služba, ne, tudi izven tega je dosti, ne, in pač včasih so dnevi, ne, ki pač marsikoga spravijo tudi na rob, meni je zelo žal, da se je to zgodilo, zelo žal mi je Andreja, ki se mi zdi, da je bil tudi izredno, tudi je dober poslanec, ne, vsekakor, ne, aktiven, proaktiven, mlad, mislim, da je marsikomu tudi lahko za vzor, ne, za svojim delom pa proaktivnostjo, in tu je težko govoriti, ne, jaz mu res želim, da čim prej okreva, da je pa to težka tema, sploh ko se zgodi, ne.
Lahko je govoriti, ne, ampak dobiš neko težko kožo, ne, trdo kožo, ne, ampak je res, da včasih tudi ni samo politika to, kar je, ne, morate tudi tu zadaj pogledati, pa kaj se tudi zgodi, ne, tudi mi imamo osebno življenje, ne, in pač politik je tisti, ki je vedno izpostavljen pod kamerami, pod nekim stresom, ne, zdaj, če se ne znaš pravi čas umakniti ali pa nisi šel, ne, to lahko, težka tema je to zagovoriti, no, sploh, ko se je zgodilo, ne, jaz Andreju želim res, da čim prej okreva, ne, je pa tudi to del vsakdanjega življenja, ne, moramo gledati, to se je zdaj pojavilo, ker je Andrej izpostavljen, ne, imamo ogromno ljudi, ki niso izpostavljeni, pa se jim to tudi dogaja, ne, tako da tu bom jaz res rekel, to je res težka tema za odpirati, ne, prav je, da se to pogovarjam, jaz sem psiholog, da bi znal to mogoče še boljše pomagati, ali pa dati na svet ljudem, kako to preprečiti, ne, težko je, ne, ampak ne, jaz pravim vsem, ne, da mora poskrbeti tudi za sebe, pa za svoje zdravje, ne, včasih si kdaj vzeti dan odmora, ne, svet ne bo umrl, če te en dan ne bo, ne, domen ti ne bo kipa v službi postavil, ne, zato, ker si neki bil, ne, ampak to se posod dogaja, ne. Žal, to se posod dogaja tudi tam, ko ni to tako izpostavljeno, ne, in tudi grozno, no. Jaz še enkrat grozen dogodek in jaz upam, da bo Andrej vredo in da se tudi potem nekako pomore, ne, je pa res, da jaz mislim, da bo to rehabilitacija sama, tudi njegova politična rehabilitacija, ne, če lahko temu tako rečem, izredno težka in ja, ne bi več. Ja, razumem. Ja, meni je tudi zelo žal, no, kaj se je zgodilo. Gospoda Andreja sicer ne poznam, slišim pa tudi iz gospodarstva, da je marsikatero dobro stvar naredil, no, tudi še pred tem, ko je bil politik. Andrej je mlad gospod, no, z duševnimi težavami se pa soočamo v bistvu velika večina ljudi danes v Sloveniji in po celem svetu, no. To ni danes več tabu tema, ne bi smela biti več tabu tema. Bi si pa želela, da vse, pa ne bom rekla politične stranke, ampak v slovenski prostor duševnim stiskam namenja velik poudarek, namenja veliko pozornosti, tudi znotraj podjetij in v politiki in tako, kot si rekel, v stranki. Mi imamo v stranki ogromno študentov psihologije, v podmladku, tudi če ima kdo kakršnokoli težavo, se zmeri znamo pogovoriti, znamo stopiti v kontakt, no. Ampak kar je res tu ključno in kaj mogoče ta situacija, ki se je z Andrejem zgodila, je, da res vse politične stranke duševne stiske damo, oziroma reševanje duševnih stisk damo visoko na našo prioritetno lestvico. Mislim, da je to ključno za zdravo družbo, za normalno delovanje našega sistema, ne nazadnje tudi zato, da bodo zaposleni bili boljši, bolj učinkoviti, se na delovnem mestu boljše počutili, ne. To je vse en tak cikel povezan in duševnim stiskam, absolutno duševnemu zdravju, da je potrebno dajati velik pomen, no. Ta teden, torej zaključujemo s tem podcastom, večer je zjutraj, zdaj, če bi vidva pogledala teden, ki se izteka, katera tema, tudi politična, lahko je zunanje politična, recimo najbolj zaznamovala dogajanje, kaj vam prvo pade na misel, o čem se bosta za vikend, če boste imeli čas, iti na poštno, pogovarjala s kolegi in s kolegicami. Jaz iskreno upam, da to ne bo politika, zato ker sem v politiki pa res čisto vsak dan in ko grem zvečer na kavo, na aperol, karkoli, pač so teme absolutno druge kot politika. Kaj se pogovarjaš? Ne vem, o tem, da premalo vlagamo v zeleni razvoj, no. To je bila... Dobro, ni čisto politična tema, ne? Ni čisto politična tema. Evo, recimo vodik je bilo nazadnje, no. Dobro, ne, ampak če gremo, dobro, teba ti izveri, mogoče... imamo 13. kongres, v soboto, tako da pa nas bo divje, ne, je pa stanovanjska problematika bo tista, ki bo zaznamovala, ne, zdaj, ker bo to verjetno predvajano v soboto, ne. To bo v petek. V petek, no, se pravi, da imamo tarči tudi to temo, ne, in verjetno bo ta tema zdaj zaznamovala moj teden, vsaj, ne, stanovanjske problematike, ne. Bom pa rekel, da je mogoče zaznamovala ta teden tema, ne, ki pa sploh nisem zasledil na Planetu, je bil članek, ne, predvsem povečanje nasilja v Mariboru, ne, glede
varnosti ulic in tako naprej. Ne. Jaz mislim, da je to tema, mislim, da se je neka formirala skupina, ne, ki bi ne to preprečevala, ne, in to pa je res nekaj takega, ne, ko se počasi tudi naše mesto lahko vprašamo, ne, koliko smo varni, koliko je varnost, ne, ker to ni za podcenjevati, pa ne z ene in z druge strani policija je tista, ki mora delati red v državi, ne, in če tega ni. Torej prav je, da dela policija red, zdaj tisti, ki se pa formirajo, pa se naj s policijo posvetujejo, če je to, kar počnejo smiselno in primerno, ne, na kakšni obliki, pač ljudje ne smejo. Ni prav, da vzamejo pravico v svoje roke, pač če zdaj povem svoje stališče. Če so zaskrbljeni, naj pristojne organe za to pozovejo. In interpretacija vseh teh zgodb naj bo narejena po novinarskem kodeksu. Seveda pa, če je neko odstopanje od normalne, zagotovo je treba pač stvari pregledati in nadzorovati tako. Ena tema, ki je mene včeraj zvečer zelo zanimala, je bil govor Nataše Pirc Musar v Evropskem parlamentu. Zdaj verjamem, da imate drugačna stališča do dogajanja v Gazi, ampak kako gledate vidva na zunanje politično dogajanje in ta primer, pa bom jaz, ker uporabil besede Nataše Pirc Musar, genocida, ki se izvaja v Izraelu. Vsi vemo, kako se je začelo, torej z Hamasovim posredovanjem, napadom, neprimernim dejanjem. Zdaj se pa dogaja v bistvu že preveč mesecev vse skupaj, kar se dogaja v Gazi. Kako vidite to tudi slovensko nemoč pri tem, da se pač nemiri po takih državah, recimo tako v Ukrajini kot v Gazi ne končajo. Da, začnem. Lahko tudi imate. Bom začel z eno stvarjo, ki mi je rekel dr. Ernest Petrič, ne, dolgi tudi, mislim, zunanji minister, pa potem veleposlanik v Ameriki, pa svetovalec pri Borutu Pahorju, ne. Zdaj, mi smo mala država, ne, mi smo 2-milijonska država, ne, naša vojska, če lahko branimo južno mejo, je vprašanje, ne, že. Veste, kaj je tisto, kaj dela male države rentabilne ali pa kredibilne, ne? Na političnem parketu, large scale, ne? Da smo tudi v zvezi NATO in tako naprej. Ne? To je kredibilnost in za tem, kar smo se zavezali, stojimo. Vemo, kdo so naši zavezniki, vemo, mi smo šli v NATO, imeli smo referendum, odločili smo se za to pot in te poti se moraš držati. Zdaj, če bo Amerika rekla, Slovenija, NATO, mi gremo z NATO, grozno, varnost pade na svetu, ne, imamo 2 polka, mislim, da imamo 2 polka, ne, pade varnost po svetu, ne, ni glih tak, ne, mi smo lahko srečni, smo zraven v neki skupini in to skupino zaveznikov vemo, kateri so in dajmo z njimi sodelovati, ne. Zdaj, glede na govor Nataše Pirc Musar, nisem ga v celoti pogledal, priznam, mislim, da je bilo včeraj zvečer je bilo, ja, nažalost sem bil v Kopru, nekaj zdaj nisem uspel pogledati, malo kaj sem videl preko Twittera, pa malo kaj sem uspel dobiti na poročilih. Ne, to je zelo deljeno mnenje tudi bilo, ne, sicer v slovenskih medijih je bilo napisano stoječe ovacije, ja, predvsem skrajne levice, ne, na drugi strani... Oboje je bilo, ne, tudi stoječe ovacije. Tudi, ja, vse to je treba napisati, vidiš, to je, ja. Kaj boš nastavil, v bistvu tudi stoječe ovacije? Deljeno mnenje v Evropskem parlamentu. Se je pisalo. Je pisalo, no ne vem, nisem vašega bral, da ne opomote. Jaz ne omenjam našega, ker sem jaz to vseeno videl. Ne vem, kdo je to delo ali kdo, ne vem, mislim, da je to delo. Mislim, da sem nekje videl, ne. N1, no. Ne vem, glavnem, eden. Vse spromoviramo. Vse spromoviramo. Sam večera, ne. Ja, ne, tako da zavedamo se, kdo so naši zavezniki, ne. Zdaj, ne, vemo, kje smo, v kateri skupini pripadamo, ne, in to je treba pač držati tudi glede stališča Ukrajine in glede stališča Gaze, ne. Ja, če dam tule, ne, vemo, kjeri skupini pripadamo, ne, jaz upam, da vsi vemo, da pripadamo skupini miru, ne, to je prvo. Zdaj, kar se dogaja po svetu, mene pač, ne vem, ali zato, ker sem še mlada, ali zato, ker pač ne razumem v potankosti zunanje politike, ampak
to, kaj se dogaja že koliko leto pa pol dni med Palestino in Izraelom, kar se dogaja med Rusijo in Ukrajino, mislim, ostro obsoditi, no. Mislim, tudi Slovenija je tu v zelo mlačnih vodah in tudi Evropa se ne postavlja jasno na stran, no. Ja, zdaj mlačni nastopi v bistvu niso tako fest mlačni, ne. Tu pa tam, mislim, Golob se je izpostavil enkrat, Slovenija je vmes priznala Palestino, ne, če se ne motim. Ja, pravilno. Dve državi, ne, mislim, da sem v Evropi, ne. Ampak, mislim, mlačno, seveda se strinjam, da bi lahko, ampak ni moči, ne, dejansko ni nekih vzvodov, ne, ki razen tega opozarjanja. Ja. Glejte, treba razumeti spravi, diplomatsko stvari je treba razumeti, ne. Mi ne moramo na eni strani, ne, tako sem rekel, mi vemo, v kateri zavezništvi smo in te skupini moramo pripadati. Mi smo mala država. Še enkrat se zvem, dva polka. Ne? In treba je dati našo kredibilnost našim zaveznikom. Seveda je treba, če se aktualna vlada ali pa kjerkoli druga vlada z ničim ne strinja, je treba to dati vedeti. Ampak treba je biti del tega, del teh pogovorov. Ker če nisi kredibilen na političnem, isto, če se midva kaj zmenimo, pa se jaz tega ne držim, sem jaz za tebe kredibilen partner, ne, boš rekel, počekaj, Luka, pa če se nič zadržal, kaj smo se zmenili. Če smo mi nekaj podpisali, če smo dali zavezo, držimo se tega. Držimo se mize, vsedimo, bodimo del te mize in bodimo del odločanja. Ampak s takimi nastopi, ko jih mi damo kontra našim zaveznikom, katerih smo, pa damo jasno vedeti, ne, da neka Slovenija, vsem danem spoštovanjem, ne, tam govori, pa čisto govori nekaj drugače, kot naši zavezniki, se vpraša, čakaj, pa ti si del naše ekipe, ali pa so v ekipi so lahko tudi različna mnenja. Seveda, samo treba je odgovor biti. Treba biti odgovor, ne. Imaš govor v soboto na kongresu? Imam predstavljam resolucijo. Ja. To je zdaj že del predstavitve? Ne, zanima me pač, kako to poteka. Naš kongres poteka cel dan, tako da je kar naporno. No. Kaj boste jedli? Tudi. No pa kaj? Kaj pa? To pa še ne vem. Ne vem, kaj bomo. Ponavadi imamo catering. Kaviar pri vas pa kaj? Pri nas. Pa ne vem, jaz imam rad pomfri, pa tako malo. Čevapčiči tudi prijejo. Tako da ni. Tudi imamo. To sprejmejo ljudje. Jaz, veš, kako dobro delam. A čevape imate radi, res? Vse imamo, ne. Tako da. Ja, ful pa je, če ste čevapov prodal v Sloveniji. Super. Ja, evo, ne. Tako da imamo vse, ne. Vabljeni, ne. Mogoče boste prišli. Kaj, ne. Bomo dali kako izjavo, ne. Tako da bo. Ne. Imamo 14 resolucij, to traja cel dan, predsednika smo že volili, ne, mi to volimo prej, ne, sami lokalni odbori, tako da ja, zdaj pa še imamo izvršilni odbor, nadzorno komisijo, kar več kandidatov, tako da bo zanimiv kongres in jaz verjamem, da ga bomo uspešno uspeli izpeljati. Kak je volja predsednik? Ja, glede na procente dobre, ne. Glede na procente dobre, nismo zadovoljni, mislim, da je očitno, da nismo zadovoljni, kaj se dogaja z našo državo. Če tega ne bi danes poudaril, pol bi minus bil. Do konca bi čakal 3 ure. Ve kamero še dali, ne. Tako da ja, ne, mi smo sigurno kritični, veseli smo, veselimo se volitev, verjamem, da bo volja ljudstva odločila. In potem velika koalicija, naslednje leto SD, SDS. Teh sanj ne boste dočakali. No. Kako? Mislim, jaz ne sanjam. To je lahko tudi nočna mora. Za marsikoga bi bila, ja. Hecam se, ne vzame nekdo to iz konteksta. Kakšna bo volja voljivk in voljivcev, takšna bo. Kakšna volja, kakšna je vzdušje pri vas v tem trenutku? Mi se trenutno aktivno pripravljamo na državnozborske volitve. Zdaj imamo tudi v teku program, se pravi pripravljamo program za volitve, kandidate iščemo oziroma se pogovarjamo, tako da kondicija bo dobra, no, po poletju pa še bolj, ko se malo odpočijemo, no, ker smo tekli kar nekaj pomembnih krogov do zdaj. No. To me zanima, ja. Samo še to, Anja, oprosti, kaj te zadržujem, koliko časa smo že tukaj? Vse smo zanimivi, nismo. 45. Dobri smo. Meni je zanimivo. To ne, iščete kandidate, ne. Zdaj vemo, kako se to je, ker igra, ne, to kdo kaj dobi, kjer je volilni okraj, ono sem pa tja. Kako se to zmenite? Mislim,
Imata vidva sploh pravico reči, jaz bi bil tukaj, to je izvoljivo. Ti bi lahko šla recimo v Ruše, kjer je Bojana vedno izvoljena, čeprav je... Na knap, ja. Ampak, na knap, pa, ampak vseeno, klasično Ruše imajo Veš, kaj je, nekako tako velja, da kandidiraš pač tam, kjer si doma ali pa vse v bližini. Zdaj, da bi ja šla kandidirati v Ruše, pač je nesmiselno, ker sem v Rušah bila 4-krat v življenju, ne? No, pa zdaj boš mogla, ko boš imela kampanjo. Ne bom, brez skrbi, ne bom imela kampanje, vsaj ne tam. Ja, kako zbiramo, v bistvu mi imamo čisto odprte identifikacijske postopke, tako da pač kdor si želi, ta lahko mu dvigne roko, jaz imam pa željo in potem stečejo procesi, pogovori, kje, kaj, kje si aktiven, kje nisi aktiven, kje ti malo zmanjka, kje ti naredimo neko ekipo, da ti potem vodi social in tako naprej. Tako da postopki so pri nas odprti, no. Pa že veš, boš kandidirala? Še ne vem, se še pogovarjamo, tako bom rekla, no. Ni še zadeva črno na belem ali pa sploh odločena ali ja ali ne. Ok, Luka? Ja, če postopek je podoben pri nas, ne, evidentirajo lokalni odbori, ne, kandidate, ne, je pa pol sigurno, ne, ta preračunljivost politike vedno je, ne, kje je kdo, kak kdo, ne, ampak pri nas je kar, ne, zdaj, koliko nam kaže, ne, zdaj že mar se kdo kalkulira, kjer je še bo več okraj, ne, ker verjetno več poslancev imeli, kot v tem sklicu, ne. Tak da... Ambiciozno, ne. Pač to je realnost, ne, pač ni, pač anketa ta kaže, ne, če bi rekel, da je manj, bi rekel manj, ne. Tak da ja, ne, zdaj pa bomo videli, jaz sem sigurno šel kandidirati, ne, jaz se vedno testiram, ne, kakva je volja ljudi, ne, pa če nas malo radi ali ne, če smo ponudili pravilne odločitve, ne, ukrepe, tako da ja, kje pa bom kandidiral, pa še preigravamo možnosti, kako bomo to zapakirali, vse skupaj v komplet, ne, tako da še bo zanimivo, ne, je pa res, da pri nas je to usposabljanje, pa ne nastopi in tako naprej, ne, da res izločimo. Tudi. Fajn je narediti eno tako igrano ekipo, ne, kjer vsak nagovarja nek določen del, bom rekla mesta ali pa ne vem, prebivalcev v mestu, ne vem, mladi, starejši, ne vem, športni del, gospodarski del, to je vedno fajn imeti tako ekipo. Pa kombinacija, ne, mladi, starejši, ne, da niso samo starejši. Moški, ženske, ne. Ja, dobro, to tako mora biti zakonsko, ne. Tako da tu tako ni nekega odstopanja, ne. Je pa fajn, da je medgeneracijsko. Še ene volitve bo potem naslednje leto. Lokalne, ne? Meni so lokalne vedno ful bolj fajn, ker pa če lahko vse te male občine zraven spremljaš, ne, in pol v Kungoti na eno leto so z volišče predčasno zaprli, ker en pijan prišel. Spodnji Kungoti je bilo in je rekel, da bo odnesel glasovnice. Imaš cene, ne? Ampak sreča, mislim, da je takrat bila samo ena kandidatka za županjo. Da ni bilo dileme, ne? Ni bilo pol nekaj tak, mislim, za občinski svet je bila neka pol, ali zdaj podaljšati ali ne, pa mislim, da so celo pol odprli za pa ure še. Ampak kakorkoli, všeč so mi lokalne volitve in že imate v vajinih strankah kandidate županske? Se pogovarjamo. Mislim, da 2-3 kandidati se nekako... Ja. Daj povej imena, pa testiramo malo. Ja, malo zmerito, ne? Ja. Žal ne bo šlo. Ne? Ja ne, mi sigurno bomo napadli glavno pozicijo v mestu, ne. Se pravi, s kom, to pa ne, prerano, se veš, moramo, vi bi prehitro testirali, pa bi nam dali feedback. Ja. Ne, sigurno bo Slovenska demokratska stranka bo sigurno oblikovala izredno močno ekipo v Mariboru, medgeneracijsko ekipo, ker si pač nismo zadovoljni, kaj se dogaja vse v mestu in sigurno bi radi po tej aroganci gospoda župana, ne, pa arogantnemu županu bi pa spet radi imeli župana, ki je bolj ljudski in zna tudi poslušati ljudi, ne samo svoje, ne samo kaj se on zapiči, tako bo, ne. Fajn je, da mogoče tudi če kdaj priznati, da nimaš prav, ne, pa ne, verjamem, da smo to že vsi tu izkusili, ne, da tudi se kdaj zmotiš, ne. Nisi nepremagljiv, ne, in sigurno so pa lokalne volitve, sigurno imajo svoj čar, ne, pa mislim, da so tudi teme boljše, meni so teme bolj všeč, ne, ker na državno-zborskih se deliš tiste neke teme, ki jo tudi stranka, nekega programa, ne, načeloma, malo se, glede na okolje se spreminja, ne, ampak na lokalnih pa je, ne, moraš zadeti, kaj volilci pričakujejo, lahko že na vsako ulico greš gledati, ne, kaj bi komu več pomenilo, ne, ker ljudje vseeno bolj nekako
grejo na lokalne volitve, pa nekaj več pričakujejo. Ne? Državne vseeno pričakujejo, tam ali voliš čisto tako, ali Janša, ali Goloba, ali ne, tak, ne. Na lokalnih volitvah pa vseeno obraz tisti, ki da, ne, tako da tudi tisti kandidati, ki mogoče nismo tako politično profilirani, ne, dobijo večjo priložnost, ne, da se dokažejo, da nagovarjajo samega volilca in to jaz mislim, da je najboljša specifika lokalnih volitev. Ne. Lokalne volitve, zdaj imate vi, v bistvu ste velika svetniška skupina zaradi tega, ker ste se združili Kanglerjeva lista in SDS, verjameš, da lahko zdaj pridete do podobne številke, zato ker je vseeno SDS kot sam Mariboru na lokalnih volitvah ni posegal po podobnih rezultatih kot recimo na državnozborskih. Ja, no, to ni res, ne. Je dosegal takrat, ko smo imeli dobro ekipo, ne, to je bilo 2-6, ne, takrat, ko tudi Gregor Pivec bil. No, pravim, ja. Smo, ne, v preteklosti, priznamo, tako sem tudi že prej rekel, ne, bile so neke napake storjene, ne. In jaz mislim, da smo tudi zaradi tega izgubili nek delež volivcev, ne, tudi Franc Kangler je bil tudi dobra alternativa na desni, ne, se pravi, so desni volilci tudi kalkulirali, ali voliti SDS, ali voliti Novo ljudsko stranko, ne, zdaj mislim, da je to v enem paketu boljša izbira, ne, zdaj koliko vidim je tudi gospod Arsenovič nekaj podobno razmišlja na levi strani, ne, se pravi, da bo verjetno lista Arsenovič ali Gibanja Svoboda, zdaj ne vem točno, kak je ta pogodba, nisem še uspel prebrati, ne, ali bo oni šli skupno listo, ali bo imeli skupnega kandidata, ja, lahko dol vprašam, vidim v kuhni, ja. Zdaj smo že na taki minuti, da tak ne odobeno pazo tega. Tako da, ja, ne, jaz mislim, da bo zanimivo, ne, bo pa sigurno nek boj, ne, bo pa sigurno boj, kdo pri drugi krog, v prvem krogu sigurno ne bomo dobili župana, ne, že dolgo ga nismo dobili. Mislim, da še Franc Kangler bil na zadnje, ne, mislim, da on dobil na zadnje prvi krog, ne. Razen če bo res neko ime, ne. Dobro, samo to, mislim, da mislim, da v Mariboru tudi ni nekega takega imena, ki bi to... Ne, to je žalostno, nimamo profiliranega politika, ne, to je izredno žalostno. Mislim, se ne rabi biti politik, ne, sej lahko bi bil nek močni gospodarstvenik, ne, ali pa ne vem. Zdaj imamo gospodarstvenika, pa bi jaz zelo rad rekel, da ima, ne, ampak ni, gledajte, jaz še vedno pravim, politična širina, teža župana more biti, da je malo politika. More znati potegniti denar od desne vlade, leve vlade, more znati potegniti denar, more znati v Ljubljano, more imeti povezave. Zdaj pa, če si pa nočem biti, gledaj, Arsenovič je naredil nekaj, nimamo mu kaj, zna, ima projekte, ima tudi kaj za pokazati. Ne vrezali, da bomo. Kak ne, ampak, to bomo dali za Reels. To bomo dali za Reels. Bo župan bo naprej, like. Ima nekaj za pokazati. Mislim, da mi je zadnjič rekel na intervjuju, da on ne gleda teh. Ne gleda, ja, no. Tega, nija časa. Pošli mu. Se sigurno gledajo njegovi sodelavci, bomo kaj povejo, ne? Dobro. Ja, ne. Daj še samo, da vprašamo SD, ker SD je v Mariboru kar številčno v mestnem svetu slabo zastopan. Zdaj, fajn bi bilo za vas verjetno, da malo presežete te rezultate, bi lahko vam to uspelo tudi mogoče s tem, da bi podprli kakega drugega županskega kandidata, ne svojega, najboljši rezultat prinaša prav to, da imaš svojega kandidata. Ja, zagotovo pač mi se tudi moramo seveda okrepiti naš lokalni odbor, no, tako tudi z novimi člani, z mladimi člani. Moram reči, da naš mladi forum lokalen odlično deluje, ne vem, Alenka, Adrian, Anja, Tim in tako naprej, Marko. Super zaganjajo akcije, tudi delamo po mestu, ravno na temo duševnega zdravja smo izpred parih mesecev naredili akcije in z nekimi takimi temami je pač tudi v lokalnem okolju treba ljudem dati ponovno zaupanje v stranko. No. Jaz mislim, da se je tekom let marsikaj zgodilo, marsikak so se karte tudi premešale, zdaj je pa čas, da pač pokažemo, da je socialna demokracija tista, ki lahko Slovenijo, pa tudi Maribor oziroma lokalno okolje pelje dalje. Konc heca, ne. In s tema dvema promocijskima sporočiloma naših sogovornikov. Glasuj, ne. Res hvala, da ste si vzela čas. Jaz upam, da vama tudi preprečil morda danes pot v Ljubljano, dolgotrajno. Ne, moramo iti, žal. Jaz ne. Super. Hvala, da ste si vzela čas, hvala, da ste govorila o politiki. Veseljem še kdaj. In hvala tudi, da sta v politiki, ker pač mlade v politiki je dobro videti, ker zastopate tudi ideje in želje svoje generacije, tako na
eni kot na drugi strani. Fajn sta se sedla, viš, ti na levi, moj, ti na desni, Desni, na kameri bo pa ravno obratno. In fajn je tudi, da nismo danes bili preveč ideološko, kako se temu reče, konfliktni, kakorkoli. Usmerjeni. Ja. Ideološko kontradiktorni. Tak, ja, nekakorkoli. Hvala, da ste gledali celotno epizodo, tisti, ki ste prišli do konca. In zdaj je čas, da stisnete follow, subscribe ali karkoli drugega na Spotify, Apple Podcast, YouTube. Greste na naš Instagram, Facebook, TikTok in kar je teh družbenih omrežij. Seveda pa posežite za vikend tudi po tiskani in spletni izdaji Večera. Slušajte, berite in klikajte Večer za vikend, ker smo z vami in za vas tukaj vsak trenutek. Da boste vedeli, v Večeru v soboto izpostavljamo: Elizabeta Planinšič se je pogovarjala z Damjanom Petričem, vršilcem dolžnosti generalnega direktorja Slovenske policije, ki se poteguje za polni mandat. Kakšni so njegovi načrti s slovensko policijo, kakšni so varnostni izzivi sedanjosti in prihodnosti. Mihael Šmirmaul, naš novi sodelavec, je bil v Siriji. Kakšno je življenje v Damasku danes? Mnogi Sirci, tako mladi kot tudi starejši, svoje od dolgoletne vojne izmučene upe polagajo v novo prehodno vlado. V zadnjem času smo večkrat poročali, da Mercator zapira mnoge manjše trgovine v državi in prestrukturira poslovni model. Srečko Klapš je sogovorniki podrobneje analiziral razmere v najboljšem sosedu, ki že dolgo ni več slovenski. Večer v nedeljo prinaša: Simon Doma se predstavi v knjigi Gringo Loco, resnična zgodba Slovenca v Venezueli obsojenega na 15 let zapora. Travme, še posebno tiste, ki jih nismo neposredno doživeli, se lahko prenašajo skozi generacije, izpostavi Špela Gornik, partnerka, terapevtka. Citiram: kot se učimo glasbe ali meditacije, se učimo ljubezni. Gregor Grossman piše svojo zgodbo: 80 let časnika Večer in mojih 23 let na firmi, od raznašalca prek kurirja in informatika do novinarja. In še preblisk iz sredinega Večera: solidarnost je nežnost naroda, je rekel zdravnik in revolucionar Ernesto Che Guevara. Lep vikend želimo.